Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. V Lendavi smo, čas pa je, da začnemo s 36. sezono slovenskega državnega prvenstva. 10 klubov, jasno samo en cilj na koncu, naslov prvaka. Tistim, ki to ne bo uspelo, se bodo borili za Evropo, nekateri pa se bodo borili tudi za obstanek. Nafta, povratnik v prvo slovensko nogometno ligo, danes gosti Koper, to je prva tekma, uvertura v letošnjo sezono državnega prvenstva. Tule so že pari prvega kroga, danes še obračun aktualnih prvakov, Celje gosti Muro, potem pa jasno še nekaj zanimivih tekem v tem krogu, vse do nedelje, ko bomo torej končali z uvodnim krogom Radomlje, Brinje Grosuplje, Olimpija Bravo in pa Aluminij Maribor. Ko bo morda tudi nekega naivnega poguma, vse se poraja vprašanje, kako predvsem takšni tuji trenerji poznajo ligo, okolje, ampak takoj priložnost za Nafto, ki tudi prihaja do vodstva. Ampak Zorica je bil, kot kaže, v prepovedanem položaju, že so bili na nogah navijači Nafte. Zmere so kar zahtevne ob vročini, tudi Sopara, potem Tomek in Ronkal. Ronkal, dobra podaja, priložnost za Matonda, ampak Matondo mimo gola, prepušča posest Harthercu in tu je že Matondo, pred njim je Kambič, Matondo v kazenskem prostoru, Matondo, Iličić do strela in na pravem mestu Erjavšek. Ni najbolje zadev žoge, Josip Iličić, Maroša, dobra reakcija Maroše, Poredoš, Maroša gre po levi, Poredoš in Maroša, to je lahko nevarno, Maroša išče prostor za strel, Poredoš in tole bo samo strel za statistiko. Zelo slabo je nekdanji kapetan mladinske selekcije Maribora tu zadev žogo. Zbranost v obrambi na eni in drugi strani na zavidljivem nivoju. Tu zdaj v težavah Lendavčani, ki se rešujejo pred golovo črto. Še enkrat Harthercu, napaka, Jaša Ragić že je v kazenskem prostoru, Jaša Ragić preigrava, Jaša Ragić v blok, potem Zorica, zelo atraktivno, ampak absolutno nenevarno. Mislim, da preveč kazen takoj za Lendavčane. Vidimo tudi, komu Manseri posveča zadetek, Negoje manjka zaradi poškodbe. In Manseri, ki je dosegel gol v 27. minuti prvega v tej sezoni v prvi slovenski ligi sploh, je takoj čustveno proslavil zadetek. Nafta torej blizu temu, da povede, potem pa velika neumnost, ko je bil preveč sebičen Jaša Ragić in na to je Koper ekspresno odgovoril. Nafta je bila nekoliko razrečena v obrambi, Manseri pa v takšnih položajih ne potrebuje povabila posebnega, jasno, da zaključi in tu je pokazal, potrdil svojo kvaliteto. Erjavšek, da, uspelo mu je, Poredoš, takoj nazaj v kazenski prostor, Pirtovšek poskuša, Pirtovšek je na tleh in to bo 11-metrovka. Glasen krik kapetana Nafte danes, Roka Pirtovška in Martin Matoša, ki je v prejšnji sezoni na 10 tekmah pokazal oziroma dosodil 17 rožjih kazni, je tu pokazal na belo piko. Martin Matoša. Zorica tam še vedno prepričan, da bo prišlo do 11-metrovke, Matoša pa gre ob rob igrišča. Zdaj se bo naposlušal še Zorana Zeljkovića in Jovana Vidovića. Mi pa še enkrat poglejmo, kaj bo tule zdaj vidno. Španski strokovnjaki pri Nafti prepričani, da gre za 11-metrovko. Tule zdaj seveda bitka ob robu igrišča obeh strokovnih štabov. Do kontakta je prišlo. Še Josip Iličić se je zdaj pridružil kot v kinodvorani v ozadju nogometaši Nafte.
Ne bo 11 metrovke. Zdaj nekako po govoricah povsem drugače, medtem pa Poredoš do strela, Zorica do odbitka in še drugič v isti akciji na pravem mestu Luka Baš. Renomiran klub, zdaj pa iz ZTE-ja v Nafto. Mičič, to ni bil slab strel, žoga pa je prepozno padala proti golu in Andrej Mičič na koncu brez strela. Tu ne sme izgubiti zračnega dvoboja. Erabor je prišel do žoge, priložnost za Koper in na pravem mestu je Erjavšek. Potez na eni in na drugi strani v tej zadnji akciji. Poredoš pa v napadu za Nafto. Domači navijači so vse glasnejši. Poredoš proti Aleksu Pihlerju, ki prihaja do strela, žoga pa na zgornji del mreže čez prečko. Brez konkretnega navijanja na Dragonerja in Pihlerja leti žoga. Na koncu, kot kaže, prekršek v napadu, na tleh je, če vidim prav, Tomek, tako je. Kako slaba podaja Lavrenčiča. Erabor gre v proti napad, tule se je izstrelil, Erabor kot brzi vlak in gol! Sami so se zdaj pokopali Lendavčani, 90. minuta. Braun Erabor unovčil je, kar so mu tu naftaši podarili. Z veseljem je tu krenil proti napad in zadev za 2:0. 5-minutni dodatek nas še čaka. Kimi Lavrenčič, tragični junak te akcije. Blizu je bil Lukas Erjavšek, ampak Braun Erabor, poglejte, kako odločno v sprint in potem tudi dovolj natančno in močno za 2:0. Asistenco pa lahko pripišemo kar domačemu vezistu Kimiju Lavrenčiču, ki je tu podaril posest. Vse tako se zdi precej kvalitete in uigranosti. Tule je sicer statistika. Vsekakor bodo Lendavčani skušali počrpati kar nekaj pozitivnega z današnjega obračuna. Vprašanje, koliko bodo nad zmago navdušeni Koprčani. Luka Poredoš, sezona se je začela s porazom, ampak zdaj, če se dotakneva same tekme, v njej veliko situacij, ko boste najverjetneje tekom sezone odreagirali drugače. Kako ste vi danes vse skupaj videli poraz s Koprom, ki je bil lani drugi? Kako ocenjujete vašo predstavo? Ja, res je. Koper je ena dobra ekipa, ki, če mu pustiš malo prostora, zna hitro izkoristiti te svoje priložnosti. Mislim pa, da smo mi prikazali dobro igro za prvo tekmo. Mislim, da smo igrali res dobro, ampak vidi se, da še nam manjka nekaj v zadnji tretjini, pa tudi pred našim golom moramo v določenih situacijah še popraviti neke detajle. Ampak mislim, da skozi sezone, če bomo delali v tej smeri, mislim, da bomo dobro delovali. Z novim trenerskim štabom tudi nek nov slog igre, sploh če se primerjate z lansko sezono, tudi tu najverjetneje ne še nekaj časa, da boste uigrani, tako kot si trenerska ekipa želi. Pa ja, vsak trener ima neke svoje zamisli, tako da mislim, da probamo trenerove želje izpolnjevati in mislim, da če bomo jih izpolnjevali in ga dobro poslušali, da smo na pravi poti in da lahko dosegamo dobre rezultate. Zoran Zeljković, že pred tekmo sva ugotavljala te prve tekme, neke uganke, danes zelo vroče, visoka vlažnost. Vse to se je poznalo, ampak kolikor vas poznam, ne glede na to, da ste zmagali, pa najverjetneje samo predstavo niste povsem zadovoljni. Seveda, to sem tudi fantom rekel, pomembno je, da se zavedamo, s kakšno igro smo prišli do zmage, ampak kar mene veseli, da smo bili ne glede na to ekipa, se pravi, potrpežljivo smo čakali na svoje priložnosti, na koncu jih imeli veliko, te izkoristili, kaj je zelo pomembno v nogometu, tako da dober začetek. Res je bilo ogromno težav, veliko smo imeli težav z igriščem, žogo, nismo še v optimalni formi in tega se zavedamo in zavedamo se, da tako ne smemo nadaljevati, ampak pomembno 3 točke.
Tudi zato pa toliko individualne kvalitete v napadu, da igralci znajo tako reševati tekme, kot je tudi odreagiral Manseri, pa potem Irabor v drugem polčasu. Morda še tisto sporočilo Manserija Negueju, kaj se je pravzaprav zgodilo z Neguejem pred tekmo? Ja, nažalost ima nekatere težave, upajmo, da se bo čim prej vrnil, kajti več kot potreben je za našo ekipo, tako da nam je dal širino, zadnje čase zelo dobro igral in je to kar velik hendikep, ampak fantom sem povedal, so dobro odgarali, klub ogromno težav, ki smo jih imeli, na koncu 3 točke in gremo naprej. Ritem v ligi ne bo takšen kot pri Nafti, za vas bo ritem Evropa pa liga, to si najverjetneje želite čim dlje. Koliko specifike je za voljo tega, s kom boste igrali, kar zanimivo gostovanje vas čaka? Ja, dobro vem, kaj nas čaka, saj sem že parkrat igral tam, tako da upam, da mi bo to in naši ekipi neka prednost. Sigurno, da nas čaka zopet neka adaptacija, igrali bomo na umetni travi, temperaturna razlika ogromna, ampak tako pač je, moraš se znati adaptirati in verjamem, da se bomo. Mr. Herrera, first match is after you. You played well in the most time of the match against Koper, who was in second last season in Slovenian League. You must be pleased with that, but I'm sure that you also saw that you still need some quality, especially in the final third. Yes, but today we prefer to take the positives about the games. We were competing very well until the end. We have our chances to score the goal, the penalty, the VAR, the goal offside, the clear chance of Zorica. We have our moments, but of course they have a very good qualities. They are a strong team, but we are very proud today about our players because especially we were fighting until the end. How important will be that the team is ready to start competing for the points, not just for the beauty of the game? Yes, we have the clear goal to compete every game for the points. Even when one of the stronger team of the competition, we were competing until the end. All the players that were in the starting 11 and the players from the bench, they had the energy that we want and the approach that we want about our team. Just maybe the comment about the penalty that was overruled. To be honest, still we didn't have the possibility to review the image, but you know, we have the sense that the little details makes the difference today. But we will continue fighting because this is the way to get the points. Leo Rimac, te prve tekme so vse posebne, danes je bila nekoliko specifična tudi zaradi vremenskih razmer. Oddelali ste, prišli do zmage z 2:0, neka splošna ocena, splošni vtis? Prvo hvala na čestitkah, zelo težka tekma, tudi zaradi pogojev, tudi zaradi igrišča. Ne bom rekel, da je slabo igrišče, sam žoga se ne odbija. Prva tekma, navajaš se na tekme, tako da s tekmo po tekmo gremo naprej in bomo vse boljši. Če gledava, neka individualna kvaliteta vaše ekipe je danes prišla do izraza. Glede na to, da zdaj sledi ritem Liga, Evropa, Liga, se takšne tekme mora dobivati predvsem na takšen način. Ja, to je res to, kot ste rekli. Gremo zdaj na to evropsko tekmo, čaka nas dolgo potovanje, ampak če bomo kot ekipa, upam, da ne bomo po individualnih zmagali tekmo, ampak kot ekipa in tudi